To je žalosten dan za ženske v Avstraliji, saj je še ena odločitev zveznega sodišča, ki ne dobiva dovolj pozornosti, odločila, da jim odvzame še več svoboščin in pravic do varnosti, ker prav o tem govori ta odločitev. Če še niste slišali za primer Tickle proti Diggle, verjetno niste Avstralci in ta primer ni šala, čeprav se ime tako sliši. Dejansko je izjemno pomemben za ženske. Torej, kaj se je danes zgodilo? Zvezno sodišče je odločilo, samo trenutek, da so trans ženske prave ženske. Kaj to pomeni? No, poglejmo podrobnosti o tem, kaj se je dejansko zgodilo in kakšno je ozadje te zgodbe. Torej, leta 2020 je avstralska podjetnica Sel Grover ustvarila aplikacijo za mreženje z imenom Giggle for Girls, ki je bila zasnovana kot platforma samo za ženske, pogosto opisana kot varen prostor ali spletno zatočišče za ženske. Za klepetanje, mreženje, podporo, iskanje sostanovalk, samostojno delo in tako dalje. Kot vsi vemo, se je naš svet spremenil in postal vse bolj nevaren. Zato imajo ženske vse bolj občutek, da potrebujejo prostore, namenjene samo njim. V nekaterih državah zahtevajo, da so vadbeni prostori namenjeni samo ženskam, ženske telovadnice itd. Da se ne bi počutile, kot da so v nezaščitenih prostorih, še posebej, ko gre za iskanje sostanovalk itd. Zato je bila ta aplikacija razvita. Uporabljala je prepoznavanje obrazov z umetno inteligenco na selfijih, da je preverila, ali so uporabnice ženske, in sicer na podlagi njihovega spola, določenega ob rojstvu. Izrecno so izključile trans ženske, ker vam bo veliko žensk povedalo, da se ob trans ženskah ne počutijo varno zaradi njihovih bioloških razlik. V redu, to ni bistvo pogovora. Pridobila je približno 20.000 uporabnic, preden so jo leta 2022 zaprli zaradi pravnega spora. Groverjeva jo je predstavljala kot zaščito zasebnosti in varnosti žensk. Kaj se je torej zgodilo? Bila je transspolna ženska iz Novega Južnega Walesa z imenom Roxanne Tickle. Pridružila se je aplikaciji v začetku leta 2021. Njena začetna selfie fotografija je uspešno prestala preverjanje z umetno inteligenco. Nekaj mesecev kasneje je Groverjeva pregledala njen profil, oseba, ki je odprla aplikacijo in jo odstranila, saj je odločila, da se je rodila kot moški. Tiklova se je na to odločila, Tiklova, ta moška ženska, da bo leta 2022 vložila tožbo zaradi nezakonite diskriminacije na podlagi spolne identitete. Zdaj, leta 2024, že pred 2 letoma je bila sprejeta odločitev, da je to diskriminatorno do te transspolne ženske, in sodišče je odločilo, da spol po avstralski zakonodaji ni strogo biološki ali binaren in je lahko spremenljiv. Tiklova je prejela $10,000 odškodnine in stroškov, opravičilo pa ni bilo odrejeno. Toda maja 2026 je bila sprejeta odločitev o pritožbi. In to se je zdaj zgodilo. Pritožba je bila zavrnjena, prvotna odločitev je bila potrjena in okrepljena. Sodišče je ugotovilo, da je do neposredne diskriminacije prišlo 2-krat, pri izključitvi in zavrnitvi sprejema. Odškodnina je bila podvojena na 20.000, v redu. To je zdaj prvi večji primer na zveznem sodišču, ki preizkuša diskriminacijo na podlagi spolne identitete po zakonu o diskriminaciji na podlagi spola. In razprava poteka o tem, ali lahko aplikacije namenjene samo ženskam izključijo transspolne ženske. Zdaj vam želim dati nekaj konteksta, ker je to ženska, o kateri se razpravlja. To je transspolna ženska, to je Tickle. Frejdu. To je ona ali on, odvisno od tega, kako se danes počutite. In to je zelo žalosten dan za Avstralce, kajti na koncu dneva obstaja problem s tem transspolnim gibanjem, ki ga opažamo. Popolnoma sočustvujem z ljudmi, ki se spopadajo s spolno disforijo in čutijo, da niso rojeni v pravem telesu. Iskreno si ne morem predstavljati, kako zapletena situacija je to. Hkrati pa, če ste rojeni z biološkimi razlikami, ste na mnoge načine lahko nevarni za ženske, ki se od vas razlikujejo. To je precej preprost argument. To je objava, ki jo je napisala ženska, ki je v ospredju te tožbe. Ko se približujemo odločitvi v primeru Giggle proti Tickle, se spominjam, da sem prejela pritožbo Avstralske komisije za človekove pravice zaradi diskriminacije na podlagi spolne identitete, ko sem bila 14 do 15 tednov noseča. Aharca ni bila nikoli nevtralna. Že od samega začetka jo je prevzela spolna ideologija. Medtem ko so oni govorili o pripisanem spolu ob rojstvu in življenjskih izkušnjah, sem bila jaz 20 tednov noseča in izvedela, da bom imela deklico. Da bi rešila pritožbo in preprečila, da bi zadeva prišla na zvezno sodišče, sem morala privoliti, da ga spustim na družabno aplikacijo samo za ženske, ki sem jo ustvarila.
Dovoliti vsem moškim, da se na aplikaciji izjavijo za ženske, se opravičiti, obiskovati izobraževanja o biološkem spolu in družbenem spolu, plačati $20,000 ter moderirati vso vsebino na platformi samo za ženske, da moški, ki trdijo, da so ženske, ne bi bili užaljeni. Nikoli niso resno upoštevali mojega argumenta, da so prostori samo za ženske zakoniti. Vedno sem imela občutek, da je njihovo stališče bilo: ja, kriva si, priznaj, sprejmi. Medtem ko sem razmišljala o veličini tega, kar moram storiti, sem pomislila na svojo hčerko in na to, da jo bom nekoč učila, naj se postavi zase in naredi, kar je prav. Kako bi jo lahko tega učila, če bi pobegnila, ko bi se nekaj zdelo pretežko? Rekla sem ne temu, kar so ponujali. Tiklova je vložila tožbo na zveznem sodišču 60 dni kasneje in tako se je začel primer Tikl proti Gigl. Zdaj, samo opomnik za vse vas. Ta celotna razprava je bila predstavljena, kot da gre za pravice transspolnih oseb. A navsezadnje gre v resnici za zaščito ženskih pravic. Gre za to, da bi morale imeti ženske pravico sodelovati v športu, imeti prostore samo za ženske in da v te prostore ne bi smeli vstopati ljudje, ki se odločijo, da so ženske. To je pravica žensk. To nima nobene zveze s pravicami transspolnih oseb, gre samo za zaščito žensk. V Ameriki, kjer vrhovno sodišče potrjuje prepovedi transspolnih oseb v športu, je to del odločitve. Mimogrede, Američani to res spoštujejo in to lahko vidite tukaj na Kalči. Za tiste, ki morda ne veste, to epizodo sponzorira Kalči, ki je v bistvu borza za napovedi. Zato si prenesite aplikacijo Kalci in uporabite kodo MERAK, MEEIRA, da prejmete $10, ko trgujete z $10. To je Kalci, KALCHT. Poskrbite, da boste stavili na svoje napovedi. Zaščita žensk v športu je nekaj, kar bi jim moralo biti dovoljeno. Še vedno obstajajo države, ki so zelo daleč zadaj, prav? In zdaj je izgubila primer. Plačati mora $20,000. In očitno je vse to del tega norega pravnega sistema, ki ga imajo. To je ženska, ki je utirala pot vsemu temu. Ona je izjemno problematična političarka. Ponovno, spomnite se, ta moški, ženska, transženska, je bila sprejeta v to aplikacijo, ki je bila zasnovana za zaščito žensk in kot prostor samo za ženske. In to je grozno. Sarah Grover je objavila: popolnoma sem uničena. Moški, ki trdijo, da so ženske, imajo v Avstraliji več pravic kot dejanske ženske. Diskriminirane so ženske, ne pa moški, ki trdijo, da so ene od nas. Ampak na nek način se ni nič spremenilo. Vse se bomo jutri zbudile in moški še vedno ne bodo ženske. V bistvu je to tisto, na kar se vse skupaj nanaša. Ne vem, zakaj je ljudem tako težko razumeti to razliko. V redu je podpirati transženske, transmoške, vendar jih je treba videti kot drugo kategorijo v primerjavi z ljudmi, ki so biološko ženske in biološko moški. Tam se dogaja še nekaj drugega. Preprosto se tam dogaja še nekaj drugega. In na koncu dneva reči, da so pravice moškega, ki čuti, da je ženska, pomembnejše od pravic ženske, ki se je rodila kot ženska, je izjemno problematično. In zdaj je to v bistvu odločitev, da so to pravice žensk. Enospolni prostori obstajajo zaradi dostojanstva, zasebnosti in, kar je najpomembneje, varnosti žensk. Polni senat Zveznega sodišča je danes potrdilo odločitev, da je aplikacija Gigl for Girls diskriminirala Roxanne Tikl. To je razočaranje za mnoge ženske po naši državi, ki se borijo za biološke pravice žensk. Težava je zakon o diskriminaciji na podlagi spola. Koalicija je poskušala spremeniti ta zakon, ker ni jasne definicije, kaj je biološki spol. Vendar sta se zeleni in laburisti združili in to blokirali. Čas je za pregled zakona o diskriminaciji na podlagi spola. Poglej, mene zakon o diskriminaciji na podlagi spola ne zanima. Mimogrede, to je Roxy Tikl. Še enkrat, to je opomnik. To je opomnik, da to ni gibanje v podporo transspolnim. Radi bi imeli razpravo o transspolnih, ne trans. O tem lahko razpravljamo vsak dan in o tem se da veliko razumno razpravljati. Veliko sočutja je potrebnega, veliko moralne jasnosti. Ampak reči, da ženske ne bi smele biti zaščitene v prostorih namenjenih samo ženskam, je sramota. Roxy Tikl se je letos pri 50 letih ponovno začela ukvarjati s hokejem. Igra za hokejski klub East Lemoore. Potrebovala sem približno mesec dni, da sem zbral pogum in stopil v stik z lokalnim klubom. To ni dekle. To ni dekliški glas.
In ko sem to storil, sem moral priti dol in jih obiskati eno noč na treningu, da bi se pogovorili, kako bi to lahko delovalo, ali mi je sploh dovoljeno igrati. Nisem vedel, ali je to sploh mogoče ali ne. In ko sem tisto noč prišel dol, je bilo strašljivo. Ampak takoj, ko sem prišel sem, so bili neverjetni. Ja, Roxy ima nekaj poguma, to je zagotovo. Vidiš, ko gledam ta video, si rečem, v redu, vesela sem, da ima ta moški ali ženska svoje mesto v športu. Vesela sem, da imajo priložnost, ampak vsaka od teh deklet zdaj igra proti nekomu, ki jih lahko biološko premaga milijonkrat. To preprosto naredi stvari nepoštene. In to je bistvo na koncu dneva. Ne gre za to, ali bi morale trans ženske smele hoditi na stranišča. Ne gre za to, ali bi trans moški smeli dobiti filmske vloge. Gre za razpravo o tem, ali bi morale imeti ženske pravico reči, da želijo biti obkrožene samo ženskami, ki so bile biološko rojene kot ženske. Zdi se mi, da je to precej poštena razprava. In zdi se mi, da Avstralija, ko znova sprejema islamiste, priseljence in dovoljuje takšne stvari, sporoča, da so ženske za njih najmanj pomembna skupina. Kar je ironično, saj so vsi tako feministični, kaj ne? Te levičarji so vsi tako feministični. Kakorkoli, srce parajoče. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.